občini Radovljica je potekala prireditev ob novo zgrajeni kolesarski povezavi ob regionalni cesti med Radovljico in Lescami, ki so jo simbolično odprli udeleženci 18. kolesarskega izleta ob dnevu brez avtomobila. Priložnostno slovesnost so z glasbenimi nastopi popestrili lokalni izvajalci. Modrina neba, bil je oblan in vsak novi dan mi dal je nam in v sebi pomislim, kako lep je ta svet. Občina projekt kolesarske povezave med upravnim središčem Radovljice in železniško postajo v Lescah, ki zajema ureditev manjkajočih odsekov, izvaja v 2 fazah. Čakal sem ta dan. 9 mesecev je potekala gradnja in lahko rečem, da se ne samo jaz, ampak tudi vsi, ki ste prišli, veselimo tega odseka. Pred izrednega pomena je zavarovanje pravzaprav življenj in s tem kolesarka in pešpot bosta to omogočala. Gre za povezavo med Lescami in Radovljico, gre za povezavo med nakupovalnim središčem in pa seveda z 2 velikimi zaselki oziroma dolino in plano, kot jo imenujemo, da bodo ljudje lahko res hodili in se vozili, da bodo zavarovani. Ta preboj je bil dolgoletno načrtovan in tukaj se moram vsem projektantom izredno zahvaliti, da je ta umestitev ne samo funkcionalna, ampak tudi vizualno izredno dobro izgleda. Občina Radovljica je pridobila tudi nepovratna sredstva. 900 000 evrov je vložila v ta projekt občina Radovljica in še dodatnih 300 000 evrov Direkcija Republike za ceste. Torej, skupnimi močmi 1 200 000 evrov smo ta odsek uredili, ampak se ne bomo ustavili. Pridobili smo tudi dodatna nepovratna sredstva in imamo pogodbo podpisano tudi že za odsek železniška cesta v Lescah do nakupovalnega centra, torej Merkur in pa Mercator. Tudi tisti odsek bo stal okrog 1 milijon evrov in s tem bo še dodatna povezava z, bom rekel, to omenjeno današnjo. Jaz se moram zahvaliti izvajalcem. Nosilec tega posla je bilo gradbeno podjetje Krk s podizvajalci oziroma partnerji CBE iz Ljubljane in lahko rečem, da je čudovit izdelek. V tej infrastrukturi je tudi umeščen tako vodovod kot komunalna infrastruktura, razsvetljava in ostali vodi za boljšo komunikacijo. Še bolj sem pa navdušen, če gledate zgornji prehod za pešce. Triglavska ulica je zdaj dodatno zavarovana, kompletno tudi z izospan naseljem, kajti tam je bilo resnično nevarno v bližnjici, ko sem gledal ljudi, ki so hodili do tega nakupovalnega centra. Na zaključku naj se v bistvu še tudi zahvalim vsem mojim sodelavcem na občini Radovljica, ker verjemite mi, da takle projekt ni enodnevni projekt in preden smo prišli do vseh dovoljenj in pa jasno z projektiranjem in z popisi je preteklo kar nekaj let. Zahvaljujem se tudi državi, torej Ministrstvo za infrastrukturo in DRSI je bilo res izjemno sodelovanje, zato sem tudi omenil, da je država s preplastitvijo te državne ceste pomagala torej polepšati ta konec. Na koncu se moram zahvaliti tudi predstavnikom Dom Investa, ki so pravzaprav nadzorovali celo gradnjo in ugotavljam, da je bil nadzor kvalitetno upravljen.
Torej, vsem vam želim na današnji vožnji užitka in pa da prenesete tole uradno otvoritev tudi na vse ostale, da bojo z veseljem uporabljali ta odsek. Hvala lepa. Na to se je več kot 70 kolesarjev, ki podpirajo občinska prizadevanja, podalo na kolesarski izlet, ki ga ob dnevu brez avtomobila občina vsako leto organizira Športno zvezo Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Približno 15 km dolga trasa izleta se je zaključila v botaničnem učnem vrtu za osnovno šolo Antona Tomaža Linharta, kjer so udeleženci izleta poskusili še napitke in jedi iz pridelkov vrta. Kako je šlo danes kolesarjenje po radovljiških cestah? Odlično, samo kratko. Mislim, do Bleda bi bilo fajn, če bi se lahko peljali. So te nove kolesarske poti velika pridobitev? Seveda. In se pravim, prometno zelo dobro urejeno, ampak lepo. Radi kolesarite? Zaradi žene bolj, ampak tudi, ja. Za Radovljico je to velika pridobitev in to smo si res želeli. In jaz sem zelo navdušena nad tem, da nastajajo vsako leto kakšna nova kolesarska. Radi kolesarite? Ja. Sploh pa po kolesarskih, kjer je zdaj res tako varno in lepo je. Tako da jaz sem navdušena in super, da so organizirali tale izlet. Jaz mislim, da je res vsak kilometer, vsak nadvoz, podvoz, ki je namenjen kolesarjenju, zelo pomemben za celotno destinacijo. Vemo, da je kolesarjenje pomembno kot trajnostna mobilnost za vse nas osebno tudi in pa seveda tudi glede na to, da je v turizmu to velik trend in da imamo še kar nekaj izzivov, to moramo biti odkriti, ampak delamo prave korake v pravo smer in prepričana sem, da bo Gorenjska, Zgornja Gorenjska v prihodnosti še bolj prijazna destinacija kolesarjem. Vi ste spremljali kolesarje na novi kolesarski povezavi med Radovljico in Lescami, kako je potekala? Drži, z veseljem smo se udeležili tega kolesarskega izleta. Podpiramo kolesarstvo kot način gibanja. Potekalo je pa brez vsakih težav, tako da smo zelo veseli tudi mi. Koliko je bilo udeležencev in so se držali vseh cestno-prometnih predpisov? Ja, udeleženci so se držali prometnih predpisov, niti njih ni bilo treba opozarjati, mislim pa, da jih je bilo 72. Česa si želite recimo kot policist? Vsekakor si želim čim manj prometnih nesreč. Do tega pa lahko pridemo na ta način, da se držimo cestno-prometnih pravil, pa spoštujemo drug drugega in gojimo eno kulturo strpne vožnje. Če bomo strpno upoštevali drug drugega, bomo tudi bolj varni na cesti. Kakšni udeleženci v prometu so kolesarji? Po mojih izkušnjah so kolesarji dobri, držijo se pravil. Če se pojavi kakšna manjša težava, policisti opozarjamo, kolikor pride do prometnih nesreč, jih moramo tudi obravnavati. Po mojih izkušnjah je pa teh bolj malo.